Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že prispevek med kvalifikacijami za veliko nagrado Kanade. Tudi tokrat si bomo skupaj ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na edinem prostem treningu in seveda kvalifikacijah za sobotni sprint. Prispevek med kvalifikacijami bo razdeljen na dva točno ločena dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti, ki so jih ekipe pripeljale sem v Kanado. V drugem pa bomo skušali skupaj ugotoviti tisto pravo razmerje sil pred prihajajočim sprintom in predvsem pred prihajajočimi kvalifikacijami za veliko nagrado. A poglejmo si najprej, kaj so novega ekipe pripeljale sem. In tu je treba najprej poudariti, da od 11 ekip, ki jih imamo na štartnem razporedu, je kar 9 prijavilo neke novosti. Edini dve brez sprememb med koncem velike nagrade Miamija in začetkom velike nagrade Kanade sta Ferrari ter Aston Martin. A poglejmo si, kaj je novega. Najprej pri ekipi McLarena. Tu bi vas rad spomnil, da so že v Miamiju imeli dokaj obsežen paket posodobitev, ampak to še ni bilo dovolj. V Kanado so pripeljali nov prednji aerodinamični stabilizator. Spremenili so obliko pokrova pogonskega sklopa, predvsem tam v zadnjem delu, v tako imenovanem območju Coca-Cole. Ne smemo pozabiti, da so spremenili tudi hladilne reže in seveda na loku halo so spremenili obliko istega profila. Končne plošče na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju so tudi nekoliko drugačne in koža, ki prekriva ročice zadnje preme, je drugače oblikovana. Ne smemo pozabiti, da so spremenili obliko tudi samega dna, tam na zadnjem delu pri robovih. Če je McLaren uradno pokazal 7 sprememb, so jih pri Mercedesu prijavili kar 8. Ampak tu je treba povedati, da so lahko tudi zadeve malce drugače prijavili. Namreč na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju imajo drugačno obliko profila ter seveda drugačno obliko tistih končnih plošč. Ne smemo pozabiti, da na prednji premi so rahlo spremenili geometrijo, predvsem tiste mehanizme za uravnavanje previsnega kota ter seveda hladilne reže. Spremembe so pri Mercedesu tudi na samem dnu in ne smemo pozabiti, da imajo rahlo drugače oblikovane tudi profile tam okrog zadnje preme. Če smo govorili o Mercedesu, ne smemo sedaj na začetku niti mimo Red Bulla. Tu lahko vidimo drugačno obliko onih dveh pomožnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Imamo drugačno geometrijo hladilnih košar, predvsem zaradi hlajenja, torej treba je poudariti, da ne gre samo za spremembo tiste vhodne in izhodne reže, ampak so spremenili tudi pot, po kateri potuje zrak. Ne smemo pozabiti, da imajo drugačno oblikovano dno in seveda imajo tudi hladilne reže na samem pokrovu pogonskega sklopa v izpeljanki, ki je primerna za veliko nagrado Kanade. Tudi pri Williamsu so pripeljali določene popravke. Imamo spremembe pri prednjih zavornih košarah, kar se tiče hlajenja, kar bomo videli pri mnogih ekipah,
In seveda na prednji premi so tudi pri njih spremenili tisto kožo iz ogljikovih vlaken, ki prekriva elemente. In imajo različno oblikovan profil na sami izpušni cevi, kar so nekako začeli že na veliki nagradi Miamija, ampak sedaj tu vidimo drugo izpeljanko. Pri ekipi Cadillac imamo tudi tu na prednji premi drugačno hlajenje samih zavor, ampak kar je bolj pomembno, ekipa Cadillac ima nov difuzor. In pri ekipi Alpine lahko vidimo, da so opravili kar obsežne spremembe na samem dnu in zadnji aerodinamični stabilizator je bil tudi deležen določenih popravkov, predvsem kar se tiče oblik na splošno. Medtem pa pri Audiju imamo zopet spremembe na prednjih zavornih košarah, povezano s hlajenjem, imamo rahlo drugačen difuzor in ne smemo pozabiti, da so zaradi hlajenja spremenili tudi zadnje zavorne košare ter spremenili tiste škrge, tiste hladilne reže na samem pokrovu pogonskega sklopa. Pri ekipi Haas smo lahko videli, da so spremenili tiste usmernike pred samimi bočnimi vstopniki, imamo drugačno dno ter pokrov pogonskega sklopa in seveda spremembe na zadnji premi. In verjetno ste ugotovili, da še zadnja ekipa, ki nam manjka v tem prav hitrem pregledu, je ekipa Racing Bulls. Tu lahko vidimo spremembe na dnu, na zadnji premi in tam pri vpetju izpušne cevi. In kar se tiče teh objavljenih sprememb pri ekipah, je to vse. Ampak če ne razumemo pravega razmerja sil, nam to absolutno ne pove nič. In najprej se bomo seveda ustavili pri prostem treningu, ki je bil na prvi pogled dokaj presenetljiv. Ne toliko zaradi Mercedesa tam spredaj, ampak zaradi Ferrarija, ki je bil prvi zasledovalec. Čeprav njihov zaostanek je bil seveda izjemno občuten. A ne smemo pozabiti na nekaj, da pri McLarenu niso uporabljali pnevmatik z označbo SOT in zato rezultat kot tak, na grobo povedano, sploh ni mirodajen. Bolje se je sedaj ozreti na rezultate kvalifikacij za sprint. Tu bomo lahko videli nekaj zanimivega, da so ekipe dobesedno razporejene po moči. Imamo dva Mercedesa, imamo dva McLarena, imamo dva Ferrarija in tako naprej. Kot da vozniki tu v Kanadi niso bili sposobni pokazati tiste dodane vrednosti, ki jo vidimo običajno. In kot smo že dejali, Mercedes je v prednosti. O tem ni najmanjšega dvoma. Le da, kot smo že nekako napovedali v uvodnem prispevku, je morda George Russell tisti, ki ima tu rahlo prednost pred Andrejo Kimijem Antonelli. Na drugem mestu po moči med ekipami, ki je McLaren pripeljali, so ogromno posodobitev in nadaljujejo trend, ki smo ga videli v Miamiju. Tam sta oba voznika ekipe iz Wokinga dosegla dvojno zmago na sprintu, ampak dvomim, da se bo tukaj takega ponovilo. Zanimivo je, da je Ferrari zdrsnil na tretje mesto, kjer ne smemo pozabiti, da je Lewis Hamilton hitrejši od Charlesa Leclerca, kar je, bodimo iskreni, čudno. In tu je treba poudariti, da Ferrari, predvsem z Charlesom Leclercem, je imel težave pri zaviranju,
kar mogoče marsikoga preseneti, ampak vidi se, da je njihov zaostanek, vsaj iz mojega zornega kota, nad pričakovanji. Dvomim, da se bosta lahko voznika scuderie Ferrari prebila bistveno bolj naprej na samem sprintu. In če pogledamo še malce bolj nazaj, bomo opazili, da Red Bull kljub manjšemu napredku ne kaže tistega, kar smo videli pri konkurenci. Vsaj po mojem spremljanju dogajanja je bilo tako, da sam bolid ni bil dovolj stabilen. Med preostalimi je seveda treba povedati, da mnogi so imeli težave in tu ne smemo mimo dejstva, da je na primer Fernando Alonso prišel v drugi del kvalifikacij za sprint, kljub temu, da je v prvem svojega Aston Martina poškodoval. Ampak to ne gre na račun njegove forme, temveč težav, ki so jih imeli ostali. Ne smemo pozabiti, ne Liam Lawson in ne Alexander Albon nista napravila nobenega dobrega časa. In tu, preden se spustimo v kakšne napovedi, ne smemo mimo dejstva, da je prišel Arvid Lindblad izjemno visoko. In najprej, kaj lahko pričakujemo na sprintu? Po mojem skromnem videnju bi znal biti na primer Ferrari boljši, kajti za tisto mešanico pneumatik C5 so bili, vsaj iz mojega zornega kota, očitno v krizi. Seveda na samem sprintu bo lahko forma drugačna, zaostanki manjši, ampak vseeno na vrhu vidim enega ali oba voznika tovarniške ekipe Mercedes in z njima je na vrsti McLaren. Dvomim, da se bodo lahko tako zlahka pri Ferrariju prebili mimo, ampak videli bomo. Ne pričakujem kakšnih bistvenih sprememb. In podobno bi lahko dejali za kvalifikacije, kjer bo zanimivo videti, kdo bo prevladal. Proga je bolj pisana na kožo Georgeu Russellu, ampak Andrea Kimi Antonelli je izjemno blizu. Če pogledamo tisto razpredelnico iz samih kvalifikacij za sprint, bomo videli, da v tretjem sektorju je prav Antonelli bil tisti fenomen, da se lahko tako izrazi. Pri McLarenu bomo tudi lahko spremljali neke vrste interni boj, kjer verjetno vsi mi pričakujemo tudi nekaj malega več strani Oskarja Piastrija. Drugače bo izgledalo, kot da je izgubil tisti svoj lesk. In seveda pri Ferrariju je zanimivo, ali bo Lewis Hamilton uspel obdržati mesto pred Charlesom Leclercem, ali se bodo pozicije nekako zavrtele. Tu verjetno ne bi bil nihče izmed nas presenečen, če bi se Maxu Verstappenu uspelo uvrstiti nekoliko višje, od ostalih pa verjetno kakšnih večjih sprememb ni za pričakovati. Ampak, kar se tiče našega prispevka med kvalifikacijami, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.